Spoštovane delavke, spoštovani delavci in vsi udeleženci današnje prireditve, dobrodošli na tradicionalnem srečanju ob 1. maju, mednarodnem prazniku dela. V preteklih 2 letih druženje na prireditvah zaradi epidemije ni bilo mogoče, zato smo danes toliko bolj veseli in hvaležni, da se ponovno srečamo ob praznovanju 1. maja. Naše srečanje smo začeli slovensko himno v izvedbi kulturnega društva Pihalni orkester Kapele. Prijazno vas pozdravljam v imenu organizatorjev današnjega srečanja, prostovoljnega gasilskega društva Sobenja vas in občine Brežice. Z nami so župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, in predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sobenja vas, gospod Jože Savnik, ki ga tudi vabim k uvodni besedi. Zelo lepo mi je, da smo se po 2 letih, ko nas je ta korona omejevala za ta razna srečanja, da smo se ponovno sestali na tem našem svetem vidu, kjer že nekaj let tradicionalno pripravljamo to prvomajsko srečanje. Lepo je, da smo se v takem lepem številu dobili, da lahko skupaj malo se poveselimo, proslavimo in se tako skupaj družimo. Ne bi preveč nakladal preko tem besed, ampak ob tem bi se zahvalil občine Brežice in gospodu županu Ivanu Molanu za to soorganizacijo in pomoč in gospodu župniku Ivanu Packu za ta prostor, kateri je od cerkve in pa tudi seveda nam da elektriko, da lahko upravljamo svoje delo. Skratka, uživajte, lepo se imejte. Vidimo se pa spet zadnji vikend v avgustu, 27. avgusta. Takrat ima Sobenja vas, je organizator teh vaških iger in pa potem veselice. Ob tem bo pa tudi prostovoljno gasilsko društvo Sobenja vas se priključilo k temu, ker letos 3. aprila je bilo 90 let, odkar je ustanovljeno gasilsko društvo Sobenja vas. In bomo takrat tudi skupaj z vasjo proslavili to obletnico in ste lepo vabljeni. Skratka, imejte se lepo, uživajte in da se vas pozdravim z gasilskim pozdravom na pomoč. Državni praznik pa je postal leta 1948. Praznovanje 1. maja se tradicionalno začenja že na predvečer praznika, ko po naših krajih zagorijo kresovi in se postavijo majniki. V prvomajsko jutro nas prebudijo budnico, mesto Brežice so danes prebudili poskočni zvoki gasilskega pihalnega orkestra Loče. 1. maj so na kongresu 2. internacionale v Parizu leta 1889 razglasili za dan dela, ki delavce po vsem svetu opominja na medsebojno solidarnost. In današnjo prireditev bodo še popestrili pevci skupine Trta, ki deluje in nastopa 12 let pod okriljem kulturno-umetniškega društva Anton Kreč Čatež ob Savi. In pevci pravijo: zaradi COVID-19 nismo imeli možnosti praznovanja 10. obletnice, ki pa jo planiramo izpeljati letos. Pevce združuje veselje do petja in druženja s pozitivno naravnanimi ljudmi. Vsi pevci pa so vinogradniki in predelovalci cvička. Glede na vse to, res ni druge poti kot slovenska polka, valček, kozarček cvička in seveda vesela družba. Fantje! Lepo si rizki parani, Bogu iskrena hvala, pod biser sredi je sveta, o lepi pesmi znana, se staro
si že do srca. Prevandrala je celi svet, radijo vsi imajo, zato ker ne izbirali, nanjo si plisat znajo. Nike doma še vse ljudi, rad imam še rodni dom in sem mladih dni. Tebe ne pozabim se do konca dni. Domače višem, tvoji pete zasrbi, pa se urno zavrti, ob kozački se glasi, ti domače višem. Spoštovani gostje in vsi, ki ste se danes zbrali, seveda poseben pozdrav še godbi Napihala in pa seveda ansamblu Trta, prav tako pa tudi predvsem Sobeni vasi, ki je priskočila na pomoč, da po 2 letih lahko ponovno organiziramo ta dogodek. Seveda tudi meni je veliko veselje, da se končno začelo nekako normalizirati naše življenje in da lahko se dobimo na tem, da se v živo srečamo, da poklepetamo, kajti to je ena od pomembnih oblik našega sobivanja, seveda v občini, kako tudi državi in širše. Anja je pred menoj že kar povedala nekaj o zgodovini 1. maja, kako se je začelo, zakaj so začeli praznovati delavci, predvsem zato, da bi si izbojevali boljše pogoje dela. Najprej so se borili za skrajšen delovni čas, za boljše pogoje na samih službah in pa seveda tudi za boljše plače. Tudi danes, po več kot 130 letih, še vedno je ta duh izbojevanja določenih pravic za delavce, zaposlene še kako pomemben in tudi danes in verjamem, da tudi v prihodnosti bo se treba še marsikjerkrat izboriti in pa izpogajati marsikakšno pravico oziroma boniteto, v katero radi rečemo. Seveda zakonodaja je tista, ki jo sprejema državni zbor in pa država, ki ureja te pravice. Občine pa imamo drugo nalogo, predvsem kako zagotoviti svojim občanom čim boljše življenje in pa kvaliteto življenja. Zato tudi v občini Brežice, kljub temu, da zadnje 2 leti se nismo srečevali, smo intenzivno delali predvsem na tem, da smo zagotavljali kvalitetnejšo infrastrukturo. Želja je seveda, da se zagotavljajo kolesarske steze, zdravstveni dom in pa še šole, vrtci in še marsikaj, kar je ključnega pomena, da lahko kvalitetno živimo v svoji občini. Prav tako bomo tudi v letošnjem letu s tem nadaljevali in tudi v naslednjih letih. Seveda je pa zelo pomembno, da tudi občina Brežice vseh teh letih je podpirala svoja društva, katere so danes tudi 2 izjemno pomembna soorganizatorja, to je gasilsko društvo in pa seveda oziroma 3 in pa godba Napihala iz Kapev in pa Trta. Vsi to so praktično društva, ki delajo več ali manj na prostovoljnih bazah, ki so pa izjemnega pomena za to, da v našem kraju lahko živimo in da se dogajajo stvari nemotene. Zato seveda tudi njim danes posebna hvala, da so se pridružili k tem praznovanju, kajti kot vemo, pred leti je to nekako organizirala Zveza svobodnih sindikatov, zadnje leta pa, ker so se odločili, da več ne bojo te prireditve delali, je prevzela občina in jaz mislim, da prav, kajti po tem obisku danes vidim, da ste se zbrali in da se tega želimo. Na koncu vam vsem skupaj predvsem želim vse dobro, želim, da bi čim bolj v miru in pa seveda v slogi živeli še naprej in prav je, da vam zaželim vse najboljše ob 1. maju, lepo praznujte in naj živi 1. maj, praznik dela, predvsem pa naj bo to praznik, ki ga bomo lahko dobili kvalitetna delovna mesta. Hvala lepa in lep dan vam želim.